Moje ime je Bjoran, živim na Bledu in danes si gremo gledat delo receptorja. Bjorna je v recepciji že pričakoval receptor Robert, ki ga bo popeljal skozi svet hotelske recepcije. O, Bjoran, Živjo. dober dan, te že pričakujem, pozdravljen, jaz sem Robert. Bjoran. Evo, izvoli, se bo usedla v kavarno, pa se bo malo pogovorila. Hoteli, moteli, turistična naselja, kampi in drugi nastanitveni objekti brez receptorja ne bi dobro zadovoljevali gostov. Bjoran, izredno me veseli, da te že zanima delo na recepciji. A pa veš, kako izgleda delo na recepciji? A veš, kaj bi bila rezervacija? Ne. Ne. To je takrat, ko se nekdo odloči, da bo bival v hotelu in nas pokliče, mi preverimo, če je možno in potem rezervacijo vnesemo v sistem. Kako pa na primer naredite rezervacijo? Ja, to je pa več različnih načinov, Bjoran. Ljudje nas lahko pokličejo, lahko vse upravimo preko interneta, to je danes najbolj popularno, lahko se pa kar direktno oglasijo pri nas. A je več tujcev a Slovencev? A veš, Bjoran, da je večinoma so tujci, Slovencev je izredno malo. Na Bled veliko tujcev pride. A pa imate tudi kakšno znano osebnost tukaj? Smo imeli tudi že znane osebnosti. Najbolj mi je ostal v spominu naš predsednik, gospod Pahor, ki je prišel na dan otvoritve hotela in je bil izredno prijazen pa dostopen, tako da on mi je najbolj ostal v spominu. Kako pa komunicirate s tujci? Veš, je dobro, da govorimo več jezikov, ker smo le Slovenci toliko majhni in težko pričakujemo, da bodo drugi znali naš jezik. Se pravi, znamo kar angleško, italijansko, nemško, tako da potem lahko z njim komuniciramo. Koliko imate pa približno gostov na dan? To je pa zelo odvisno, veš. Naša sezona traja med majem in oktobrom in takrat zelo veliko ljudi pride. Lahko tudi 50-60 na dan. Kadar imamo pa mrtvo sezono, se pravi med novembrom in februarjem, pa pride malo manj ljudi na dan. Koliko sob pa približno imate? Imamo 74 sob, pa predlagam, da si greva kar pogledati. Evo, Bjoran, sva na prvem nadstropju. A vidiš, tamle desno je naš wellness, tukaj levo imamo pa sobe. In ker smo na prvem nadstropju, pred vsako sobo piše številka 1, zato da se gostje malo lažje orientirajo. A veš, in če bi bila pa na drugem nadstropju, bi pa imela sobe od 200 in tako naprej. A imate pa kakšno kraljevo sobo tudi? Ja, imamo različne sobe, res je, ker včasih pride kakšna družina prespat, pa normalna dvoposteljna ne bi bila dovolj, tako da imamo malo večje apartmaje in takrat jih moramo pripraviti tako, da so udobne za celo družino. Koliko sob je pa približno v enem nadstropju? A veš, imamo kar lepo porazdeljene, tako da če jih je 74 vse skupaj, jih imamo tukaj nekaj čez 20. Kaj pa imate vi sploh s sobami? A veš, mi smo tisti, ki se pogovarjamo z ljudmi, tako da pa probamo upoštevati njihove želje. A veš, nekateri bi radi imeli sobe na višjem nadstropju, nekateri bi radi imeli sobe z balkonom, eni bi radi imeli sobe s pogledom na jezero in tako naprej. Bjoran, vidiš, tukaj pa naš wellness, pa greva še noter malo pogledati. Izvoli. Živjo, Jure. Izvoli se usedati, Bjoran. Kaj pa imate sploh v wellnessu? Pri nas v wellnessu imamo več različnih savanj, imamo 2 džakuzija, pa kar nekaj masažnih salonov. Imamo pa tudi fitness center in ta fitness center je za naše goste brezplačen. A veš, Bjorn, obstaja pa prav poseben receptor, pa dela samo v wellnessu. On se pa od nas razlikuje po tem, da zelo dobro pozna storitve, ki jih prodaja, da je prav tako prijazen, komunikativen, pa da mogoče zna tudi kakšno storitev sam narediti. Kaj to pomeni, da zna kakšno storitev več? To pomeni, da dejansko lahko koga tudi zmasira. Je pa zelo važno, da imamo midva zelo dober odnos, ker v bistvu oba dva želiva, da je gost, ki je prišel v hotel, pride ven zadovoljen. Zadovoljstvo gostov je zelo pomembno, zato so receptorji osebe, ki so iznajdljive, odgovorne, ustvarjalne in imajo smisel za delo z ljudmi. Poznajo tudi hotel in okolico, saj ravno s tem poskrbijo za nasmejane obraze. Robert je Bjornu razkazal še preostali del hotela. No, Bjorn, to je pa naša restauracija. Tukaj pa za naše goste strežemo vse penzionske obroke. Kaj pa so sploh penzionski obroki? To so zajtrk, kosilo ali pa večerja, vse 3 obroke imamo na izbiro. Imamo opcijo samopostrežne, imamo pa tudi opcijo à la carte ponudbe. Kaj pa je à la carte ponudba? To pa pomeni, da si gost sam izbere, kaj bi jedel. Zakaj se pa najbolj odločajo
Pri nas je zelo popularna samopostrežna. Kako pa izgleda prijava pa odjava približno gostov? No, pa končen eden pride do nas, takrat pa najprej rabimo od njega en oseben dokument, ga poiščemo v računalniku, ga vpišemo, se pravi vse njegove ključne podatke, pol mu pa dodelimo sobo po paše. Pa vedno mu zaželimo prijetno bivanje. Kako pa izgleda odjava gosta? No, pri odjavi pa rabimo od gosta ključ, da vidimo, v kateri sobi je bival, preverimo njegove storitve, preverimo, če jih je dejansko koristil, mu zaračunamo in mu zaželimo lep dan. Seveda ga pa povabimo, da nas v prihodnosti še enkrat obišče. Po učni uri in spoznavanju hotela pa je bil čas za sprejem prvega gosta. Bjorn je pri svojem delu uporabljal računalnik, telefon, dokumente in ključe za sobo. Svojega prvega gosta tudi pospremil do sobe. Tokratna izbranka, ki je poskrbela za prijetno bivanje gosta na Bledu, je bila soba 217. Robert in Bjorn sta mu sobo razkazala in mu še dodatno posredovala informacije o bivanju, storitvah v hotelu, o krajevnih znamenitostih, prometnih zvezah in prireditvah, ki so bile aktualne na Bledu. Receptorji veljajo za tisti obraz, ki si ga gostje najbolje zapomnijo, zato je pomembno, da poleg vseh naročil, rezervacij, sprejemnih in ostalih del iz ozadja poskrbijo tudi za dobro počutje gostov. Bjorn je po svoji praktični izkušnji imel še nekaj vprašanj. Kaj vam je bilo pa najbolj všeč pri tem delu, ko ga imate? Najbolj mi pa všeč, da imam možnost poznati ljudi iz čist celega sveta, z njimi poklepetati, pa z dostim smo ostali tudi v stikih in po prijateljstvu. Kaj pa najslabša stvar? Najslabša stvar je pa ponavadi takrat, kadar ima kdo kakšne zdravstvene težave in moramo potem urgirati pa klicati reševalce, ker takrat me pa ponavadi zelo strah. Hvala, da ste mi predstavili hotel, pa lahko grem še kdaj prijem kaj pogledati sem. Ja, ful sem vesel, da te je zanimal Bjorn, pa več skozi si dobrodošel. Danes sem spoznal delo receptorja, zelo mi je bilo všeč, ampak ugotovil sem, da to ni ravno zelo lahko delo. Ko bom velik, bi mogoče postal receptor.